Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovani predstavniki in predstavnice medijev, pozdravljeni. Najprej bi se želel zahvaliti predsedniku vlade dr. Robertu Golobu, ki se je ob robu današnje otvoritve prve faze, prve etape nadomestne gradnje v Splošni bolnišnici Celje najavil tudi na obisk k nam, v mestni občini Celje in seveda našemu izvajalcu zdravstvenih storitev na primarni ravni, ki te storitve zagotavlja za občine Celje, Vojnik, Štore in Dobrno. Naš sestanek je bil namenjen predvsem predstavitvi dobrih praks, ki jih v Celju izvajamo na področju primarnega zdravstva. Direktorica zdravstvenega doma Alenka Obrul je skupaj z svojimi sodelavci nam predstavila tistih nekaj izzivov, ki so tu seveda organizacijsko odprti, predvsem pa to, na kak način smo v Celju v zadnjih letih uspeli zagotoviti razmeroma dobro, dostopno, hitro in odzivno oskrbo občanov in občank na primarni ravni. Mesto Celje se je v teh letih na zdravstvenem področju izjemno angažiralo v smislu zagotavljanja investicij v gradnjo, obnovo zdravstvenega doma, ki jih zdravstveni dom uspe kar uspešno pokrivati s svojim poslovanjem. Danes smo v nedavno obnovljenih prostorih Gregorčičeve 6, kamor se širi dejavnost, ravno poteka tudi investicija na sami stavbi zdravstvenega doma in zadovoljni smo, da je zdravstveni dom v taki finančni kondiciji, da uspe to redno zagotavljati. Prav tako pa nam veliko pomeni, da so ekipe zdravnikov, družinskih zdravnikov, kar 55 teh timov imamo na območju, ki pokriva zdravstveni dom Celje, od tega je 5 koncesionarjev in 50 v zdravstvenem domu Celje, da uspešno delujejo in dejansko se odzivajo na potrebe, ki jih imajo občanke in občani. Hvala. Na tem mestu bi se želela zelo zahvaliti našemu gospodu predsedniku, da se je vzel čas in nas prišel pozdraviti. Seveda smo kot zdravstveni dom Celje regijsko izredno veliki in izredno pomembni in vsem tem času od COVID-a naprej smo vedno pozitivno delovali, bili tudi popolnjeni timi. Skupaj s svojimi sodelavci lahko rečem, da smo premagovali vse težave, tudi danes smo začeli z ambulanto za neopredeljene paciente, danes popoldan, kakšen je odziv, vam bomo poročali jutri. Drugače pa, kot ste videli sami, kot je povedal gospod župan, skrbimo za obnovo prostorov skupaj z mestno občino in ostalimi ustanoviteljicami, delamo po planu, delamo dodatne storitve, skrbimo, da dobimo tudi nove programe. Vse to je za korist naših uporabnikov oziroma naših pacientov, občine Štorje, Vojnik, Dobrna in Celje. Specialistične dejavnosti pa seveda delamo za celotno Savinjsko regijo. Še par besed. V resnici sem bil pozitivno presenečen in zelo zadovoljen s tem, kar sem danes videl prav v zdravstvenem domu Celje. Tako da iskrene čestitke direktorci in njeni ekipi. V bistvu se danes potrjuje to, da tako kot na eni strani je treba ali strani države ali občine zagotoviti denar za infrastrukturo, je enako ali pa še bolj pomembno to, kako se s ekipami upravlja. In tukaj na koncu prijemo na vodstvo in na organizacijo dela. Ljudje nikoli ne zapuščajo organizacij zaradi tega, ker jim je tam ni všeč, kakšna je infrastruktura. Vedno, ko zapuščajo zaradi slabih odnosov ali pa zaradi neustreznega vodstva. In v Celju nimamo takih primerov zapuščanja, kar pomeni, da je situacija popolnoma jasna. Jaz si samo želim, da bi se primeri takih dobrih praks vodenja počasi razširili po celi Sloveniji, ker bomo samo na ta način lahko na dolgi rok reševali vse izzive, pred katerimi je naše zdravstvo. Enako pomembno se mi pa zdi ravno tudi to, način organizacije preko ekip, preko timov, kjer so v resnici združena vsa potrebna znanja na enem mestu, učinkovito povezana in potem seveda na koncu je največji koristnik, največja koristnost za pacienta. Podobno, in tudi to mi je bilo zelo indikativno danes, je, kako se deluje zdravstveni dom z urgentnim centrom čez cesto. Zgledno sodelovanje med zdravstvenim domom, med nujno medicinsko pomočjo in pa urgentnim centrom
ki je na drugi strani v bolnišnici, je pa tisti naslednji korak, ki v resnici omogoča, da se primarna raven učinkovito vključuje tudi v nadaljno, v sekundarno in terciarno na način, ki v resnici ne pomeni ustvarjanje zamaškov, ampak sproščanje potencialov sekundarne in terciarne. In ravno ta primer dobre prakse, in kot je direktorica nam sama povedala, pa jo bom zdaj jaz pohvalil, ne želijo se hvaliti s svojimi rezultati, jaz pa mislim, da je škoda, da se dosti dobrih ljudi v Sloveniji premalo hvali s svojimi rezultati in potem izpade, da imajo besedo samo tisti, ki so v resnici del problema. Jaz bi si želel, da bi se v medijih več pojavljali ljudje, ki imajo rešitve in ki omogočajo to, da dejansko Slovenija je ena boljših držav z vidika kvalitete življenja. Žal dobivajo medijsko pozornost ljudje, ki v resnici ne opravljajo svoje naloge in ki probleme ustvarjajo. Tako da, direktorica, prosim, dajte se večkrat pojavljati v medijih in povejte jim vašo uspešno zgodbo, ne zaradi vlade, ampak zaradi ljudi, zaradi pacientov, ker bojo potem tudi ljudje pomirjeni in bojo tudi razmere zaradi tega še toliko boljše. Hvala, predsednik, bom. Lahko mogoče vsem kaj rečete o začetku te ambulante za neopredeljene? Ambulanta je organizirana danes dalje, vsak dan 5 ur. Na internetni strani je internetni naslov in mobitel številka, vsak dan v drugi ambulanti. Prvo uro bo za nenaročene delovala, potem pa bojo pacienti naročeni. Kako je bilo danes, vam žal ne znam povedati, tako da jutri. Se je zaposlenih odločilo za... 8 zdravnikov, mislim do 15 srednjih sester in pa 6 administratorjev. Vsi imajo tudi pogodbe, po podjemni pogodbi bojo delali, tudi registracija časa bo za delo preko podjemne pogodbe, vse smo uredili. Mi dovolite samo en komentar. Ta ne bo strokoven, ampak je pa pomemben. V Celju imajo zdravstveni dom z enim najnižjih deležev neopredeljenih v državi. Pa kljub temu, pa še teh jih je polovica skoraj tujcev med neopredeljenimi, pa kljub temu so se odločili in prav je, da se gre za ambulanto za neopredeljene. Zakaj? Zato, da vidimo, kolikšno so dejanske potrebe. To je ambulanta za neopredeljene dejansko, če hočete, gasilski ali pa začasen ukrep, samo z enim namenom, da poskrbimo, da nihče ne ostane brez osebnega zdravnika. Koliko takih ambulant bo čez 3 mesece v Sloveniji dejansko še obratovalo, bo pokazal čas. Mogoče bo ravno Celje ena prvih mest, kjer bojo to ambulanto zaprli, ker ne bo potrebe. Ampak dokler tega ne poskusimo in ljudem damo priložnost tistim, ki nimajo zdravnika, da pridejo, ne bomo vedeli. In zato je v interesu, da jih odpremo po celi Sloveniji, kasneje bo pa ostalo bistveno manj, kot jih bo odprtih. To sem prepričal.